Četrti najvišji vrh v Sloveniji ni spoštovanja vreden samo zaradi višine 2679 metrov, temveč tudi zato, ker je v zadnjih 25 letih pod njegovo veličino umrlo več kot 30 planincev. Zaradi melišč in strmih skal veliko nevarnost planincem povzroča padajoče kamenje. Veliko poškodb glave je tudi pri padcih na sami poti, pri razdrsa, posledično padca. Človek pade in se udari z glavo, in če imaš čelado, seveda te obvaruje. Na opremo, ki lahko odloča o življenju in smrti, je danes opozarjal tudi ljubitelj gora, policist in gorski reševalec. Poleg visokih čevljev in čelade za plezalno slovensko smer ene najvišjih gora v Julijskih Alpah potreben tudi varnostni pas. You always have to be connected to something with at least one of these two. V popolni planinski opremi v gore že celo življenje hodi tudi 81-letna Marija Kokalj, pod oči nas o obveznih sestavinah, ki v nahrbtniku ne smejo manjkati. Voda, čokolada, pa za preobleč, pa malo za pojest, šnopca pa nimam. Če so policisti delili nasvete o varnosti, gospa Marija pred vzponom na goro mladim priporočila: ugasnite računalnike, pojdite v naravo. 12-letni Gali že pridno upošteva. Zdaj sem šel slučajno, ker imam nove gojzarje, pa jih moram sprobati, ker gremo naslednjo nedeljo na Triglav. Izbiro poti prilagodite svojim letom in fizični pripravljenosti, tako bo zdrsov in poškodb manj. Ne pozabite, da z doseženim vrhom naredite le pol poti. Pomemben je predvsem varen povratek v dolino. Zato kratka malica, gospa, in potem Hitro pot pod noge. Največ poškodb se namreč zgodi ravno pri sestopu. Tako da je treba koncentracija do konca, dokler ne pridemo prav v dolino. Če se vendarle kaj pripeti, je dobro s seboj imeti mobilni telefon, o tem, kam gremo, pa pred vzponom obvestite vsaj enega od svojih najbližjih.